Že prejšnjo sredo, 14. junija, je knjižnica na Sotočju gostila enega najbolj branih slovenskih pisateljev, Draga Jančarja. Dogodek je potekal v sklopu zaključnih bralnih projektov in v okviru Beletrininih trubadurjev, projekta, v katerem se literati v živo predstavljajo po različnih knjižnicah. Glavni urednik založbe Beletrina, naš sokrajan Urban Volk, se je z Dragom Jančarjem pogovarjal o 3 romanih. To noč sem jo videl in Ljubezen tudi in še Ob nastanku sveta. Medvoška knjižnica je tokrat zaključila z letošnjimi bralnimi projekti, ki so le ena izmed dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo in ponujajo bralcem, pa tudi ostalim obiskovalcem knjižnice. Njihova glavna naloga pa je delo z mladimi. V letošnjem letu so jih v svoje projekte vključili preko 700. Mi poskušamo mladim nekje predstaviti, da obstajajo tudi knjige, da obstajajo tudi zgodbe, torej nek svet, lahko je čaroben, lahko je popolnoma vsakdanji, da jih to počasi začne zanimati in na tak način bodo morda oni nekoč postali naši bralci, naši uporabniki. To je namen tega, ne? Zato smo se tudi povezali in tudi ta čas korone je bil za nas zelo pozitiven, kar se tiče povezovanja zavodov na področju, in tukaj mislim, da je tudi občina zelo veliko pripomogla k temu in dejansko res zdaj vse enote vrtcev so zdaj, jih mi obiskujemo, se pravi naše knjižničarke hodijo k njim s knjigami, z zgodbami. Dejavnost naše osrednje knjižnice torej že dolgo ni več zgolj izposoja knjig. V letošnjem letu so namreč organizirali več kot 700 bibliopedagoških dogodkov. Izposoja knjig je samo ena od dejavnosti splošne knjižnice. Druga izjemno pomembna dejavnost je dejansko bralna vzgoja. Se pravi, vzgoja, ne mislim v tem smislu, da bi zdaj mi indoktrinirali, ampak gre preprosto za to, kot sem že razlagal, da omogočimo dostop do literature, dostop tudi do zgodb, ki se lahko tudi ustno povedo. Otroci se šele učijo brati, ampak oni začutijo to in na tak način. Knjižnica Medvode je bila zelo dejavna tudi na kulturnem festivalu. Trudijo se namreč, da bi omogočili čim več domoznanskih vsebin. V letošnjem letu smo predstavili gospoda Juhanta z njegovo novo knjigo o Erlichu, potem Kršinar je prišel svojo knjigo o tem, ki so ga ubili pred tolikimi leti, Kranbergerja. Potem je bil Sušnik z tem Miklavževanjem in pa Babšek, ki je bil tukaj svojo knjigo, za katero je pač požel navdušenje pri Združenju Generalmajster. In tudi danes smo ga srečali tukaj. To se pravi, knjižnica kljub vsemu se odpira čim širši. Tako jaz mislim. Njihove ambicije in cilji so torej širiti ljubezen do literature, domoznanstva in v to vključujejo vse generacije. Poskušamo tudi privabiti družine. Se je tudi ena, torej ta medvoška knjižna transverzala je namenjena pravzaprav družinam. Mislim, mi gledamo te družine v najširšem smislu. Gre preprosto za to, da niso otroci sami, da so z njimi tudi njihovi pač družinski člani in da skupaj ob knjigi, pa ni nujno, da je samo knjiga, lahko je tudi internet, lahko iščejo vsebine iz tega našega kraja. Želijo si namreč, da bi ljudje razmišljali o kraju, v katerem živijo, o njegovi zgodovini in o tem, kako se kraj oblikuje skozi čas. Direktor Medvoške knjižnice je namreč mnenja, da če so dobre korenine, potem tudi mlado drevo dobro raste. Na tokratnem literarnem večeru pa niso gostili Medvoščana. Drago Jančar namreč prihaja iz Maribora oziroma še dlje prebiva v Ljubljani. Je pa zato pogovor vodil Medvoščan, glavni urednik založbe Beletrina Urban Volk. Drago Jančar pa je eden izmed avtorjev, katerega ponatis knjig je izdala Beletrina. Ta odločitev, kar se tiče z moje zorne stvari, je bila, jaz sem opazil, da gospoda ni več
v javnosti. In sem opazil, da je letos, v začetku leta, imel en nastop v knjižnici na Koroškem. In potem sem slučajno v Gorenjskem glasu videl, da je Urban Volk torej imel razgovor z nekimi pač pisatelji iz tega konca in sem rekel, to je pa zdaj priložnost Beletrina, torej to. Seveda, potrebno je poskrbeti še malo za finančna sredstva, vse jih sicer imamo, ampak nam se je zdelo izjemno pomembno, da je kmetijska zadruga začutila priložnost, da so šli z nami v ta projekt. Polna knjižnica obiskovalcev, ki so si želeli spoznati in prisluhniti znanemu pisatelju, je ob zanimivem pogovoru prišla na svoj račun, saj Drago Jančar slovi kot neposreden in v svojih stališčih zelo jasen sogovornik. Gospod Jančar je danes dejansko mislim, da nam je odprl čakre. Mislim, da danes odhajamo domov z novimi razmisleki. S temi knjigami, o katerih je on govoril, se odpirajo potem nova vprašanja in mislim, da odhajamo danes domov bolj bogati in to je tudi smisel tega, pa še to, kar sem danes rekel, pred nami je državni praznik in on je eden od stebrov te državnosti in zdelo se mi je prav, da je bil danes naš gost. Zgodovina Draga Jančarja je pestra, zato je bil večkrat tarča kritik po eni strani in hvale po drugi. Leta 1974 je bil zaprt zaradi razširjanja sovražne kulture. Nesoglasja je imel tudi v času zaposlitve pri časniku Večer in Viba filmu. Njegova pisateljska pot pa je pričela z vzponom v času, ko je postal urednik in tajnik Slovenske matice. Kakšne moje stvari mojega življenja in mojega pisanja so kontroverzne. Kakšne ljudje se s tem strinjajo, kakšne se ne, ampak to je tudi naroga literature, da ni zmeraj prijetna, da odpira tudi kakšne teme, ki so za koga boleče, za koga bolj prijetne, za koga manj in tako naprej. To je stvar literature. Literatura ni propaganda ali pa dnevni tisk, ki bi se sproti opredeljeval. Je večkratni nagrajenec na literarnem področju, med drugim je dobil Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Prejel je več nagrad v tujini, tudi avstrijsko državno nagrado za evropsko književnost. Kar 3-krat je prejel slovensko esejistično Rožančevo nagrado. V Evropskem parlamentu so mu podelili naziv državljan Evrope. Je tudi 4-kratni dobitnik nagrade Kresnik ter ima častni doktorat Mariborske univerze. Na tokratnem večeru pa se je Urban Volk posvetil predvsem 3 Jančarjevim mojstrovinam. To noč sem jo videl in ljubezen tudi, ter ob nastanku sveta, ki imajo tudi skupno točko. Pravzaprav, če rečem, da gre pri vseh 3 za vojno ali pa dogodke, ki so povezani z vojno, z drugo svetovno vojno na Slovenskem, ki je pač najbolj prelomen čas v naši celotni zgodovini, najbolj nenavaden čas, najhujši čas za ene, najsrečnejši čas za druge, vsaj ob koncu. In ki je pa pravzaprav, če to rečem, bi človek razumel, da gre za zgodovinske romane. V resnici ne gre, v resnici gre za sodobne romane. Zato, ker s temi zgodbami vsi še danes živimo bolj ali manj. V Sloveniji pa tudi drugod po Evropi namreč ni družine, ki se je vojna na tak ali drugačen način ne bi dotaknila, še dodaja Jančar. Vsaj na nek daljni način, nekatere pa seveda zelo odblizu, zelo na tragične načine, nekatere tudi na srečne načine, ker so potem naredili velike kariere in so se življenja jim spremenila. Skratka, to je bil nek tako globok poseg v naša življenja, da so to pravzaprav sodobni romani, kakorkoli se čudno sliši. In zlasti moj zadnji roman je tudi del moje biografije, ker govorimo o 50-60 letih življenja v nekem industrijskem mestu in atmosferi tistega časa, ki je še zdaj nekoliko v zraku, čeprav je vse skupaj drugače. Da glede na odzive, njegovi romani zadenejo duha problema, še pravi Jančar, ki je ugotovil, da 3/4 bralcev verjame, da so zgodbe, ki jih opisuje, popolnoma resnične, čeprav to ne drži. Danski pisec pravljic Andersen, ki ima nekatere zelo zanimive, globoke, bogate pravljice, je napisal stavek, ki sem ga dal jaz za moto romana To noč sem jo videl.
in se glasi naše izmišljene zgodbe, ki vse prihajajo iz resničnosti. Se pravi, resničnost je tista, ki nam da neke ideje, zgodbe so izmišljene, ampak so povezane z resničnostjo. In potem, ko so izmišljene, ko zgodba nastane, če je prepričljivo napisana, če ljudje verjamejo, je mogoče bolj resnična kot resničnost sama. Zaradi tega, ker je bolj verjetna, ker resničnost sama je lahko zajeta v nekaj kronikalnih dogodkov, pripovedi, zgodovinskih knjig, medtem ko literatura to obravnava na globoki človeški ravni. Tudi sedanji dogodki bi se morebiti lahko znašli v kaki Jančarjevi knjigi. Ja, kar naprej razmišljamo o kakšni stvari, da bi bilo treba zapisati, celo iz tega časa. Ta čas je poln takih stvari, ki pravzaprav kličejo bolj po satiri, kot po nekih globih literarnih tekstih zaenkrat. Ampak imam precej idej, nekaj tudi pišem, sam tega vam ne povem, zaradi tega, ker sem zelo praznoveren in kadar sem začel pripovedovati prijateljem pri šankih, pri večerjah ali kjerkoli nekaj, kar pišem, to se nikoli ni uresničilo potem, zato raje molčim o tem, dokler ni napisano. A zagotovo bo kmalu spet spisana kaka pisateljska mojstrovina, pisatelji namreč ne gredo v pokoj. Kako? Nemogoče pravzaprav, zaradi tega, ker za marsikoga, deloma celo zame, čeprav sem prej več napisal, lahko rečem, ampak je to pravzaprav čas, ko imaš več časa, ne? In se lahko bolj posvetiš temu. To se sicer pridejo leta, ko ni več te energije in moči, ne, kot prej, ampak si pa ves čas v literaturi, vsaj jasne. In tako da tega ni, to je pač do zadnje ure verjetno obstaja svet literature.